tehnika oglasi uštima. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, vse več in več nas je, kar je seveda super, smo veseli in še se zbiramo. Milan Kamnik bo tako nekako zdajle zapel, pa pravijo, Ani je težko živeti, ampak mi bomo mnogo lažje živeli, ko bo cesta. Da pa bo cesta, nas morajo slišati pa v Ljubljano. In imamo mi za to nov pozdrav na Koroškem, ki se glasi, dajmo še enkrat. Hočemo cesto! Tako, zdaj so nas slišali ne samo do Ljubljane, ampak tudi do Primorske in tako naprej. Tako da začne Koroški miks in pa Milan Kamnik, potem pa seveda nadaljujemo. Se lahko zraven povejte, Koroški miks je edini. Pa pravijo, je težko živeti, so colange nizke, drakolen zagreb. Pa pravijo drugi, da bo že šlo, štek dobro daledom, nikoli še ni bo. Tahani bi šparali, nimajo s čim, da drugi bi lumpali, častili vsem. Jaz pa posredi si miro vzal, ne jamram, ko divam, pa pijem nomal. Pozami na vse, zaboj si za ljudske lepot, pa se gre. Korošci smo s mirom za mušter bili, na svetu ni boljših, ni boljših ljudi. Dolina ni mrtva, kot jamramo vse, med nami je narvenč visivih ledi, panika Korosa, da ne bi znal pet, pa devat in ljudskar, pa ljubico med. Pozami na vse, zaboj si za ljudske lepot, posebej. Korošci smo s mirom za mušter bili, na svetu ni boljših, ni boljših ljudi. Korošci smo s mirom za mušter Pozdravljeni in dobrodošli na shodu Koroška ostaja, hočemo cesto v organizaciji Mladinske iniciative za tretjo razvojno os, namen katere je seveda podpora gradnji hitre ceste na Koroško. Mladinska iniciativa seveda poziva k mirnemu shodu.
Protest ima 3 osrednje namene. Korošci se moramo prebuditi iz apatije in zahtevati cesto, ki nam pripada. Razne politične in druge delitve v prizadevanjih za pridobitev sodobne prometnice ne smejo spodkopati enotnega delovanja nas, Korošcev. Shod je tudi priložnost za koroško ljudstvo, da na trenutke preračunljivi koroški politiki izrazi pričakovanje po 100-odstotnem angažiranju v prizadevanjih za hitro cesto, pri čemer je potrebno za uresničitev cilja strniti vse vrste na Koroškem in tudi širše. Kljub temu, da je minister Gašperšič obljubil podpis sporazuma, do tega še ni prišlo, prešljiva je tudi vsebina sporazuma, prav tako bo potrebno realizacijo morebitnega sporazuma nadzorovati. Korošci s shodom sporočamo Ljubljani, da sledimo vsem aktivnostim za izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi. Ob tem enotno sporočamo, da lahko vsak odmik od izgradnje hitre ceste na Koroško prinese zaostrovanje odnosov z Ljubljano v obliki državljanske nepokorščine, so zapisali pri mladinski iniciativi za 3. razvojno os. Več pa koordinator mladinske iniciative za 3. razvojno os, gospod Aljaž Vrhovnik. Drage Korošice, dragi Korošci, mladinska iniciativa za 3. razvojno os že tretjo leto zapovrstjo proaktivno in z vso resnostjo deluje v prizadevanjih za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Pri tem pogosto prevzemamo naloge tistih, ki so v regiji vsaj po funkciji bolj poklicani za to kot mi. Legitimnost pa ste nam dali vi, ko ste leta 2014 z več kot 7000 podpisi podprli naša prizadevanja o peticiji za izgradnjo hitre ceste na Koroško. To smo marca 2015 tudi predali vladi Republike Slovenije. Prepričan sem, da ima vsakdo izmed nas izoblikovano stališče, zakaj je nujna izgradnja sodobne prometnice na Koroško. Razvojne priložnosti, nova delovna mesta in socialna stabilnost regije so razlogi, ki jih največkrat navajamo kot dejstvo, zakaj je nujna izgradnja hitre ceste. Poleg teh želim izpostaviti še 2 razloga, katera je mladinska iniciativa poudarila v študiji Hočmo cesto. Gre za mlade in za varnost. Regija ima vse od osamosvojitve dalje deficit mlade populacije, ki mora zaradi neenakomernega in centralističnega razvoja Slovenije zapuščati koroške domove, ki so jih ustvarili naši predniki. Skoraj 40% mladih se je od leta 1991 izselilo iz Koroške. Ob tem sprašujem Ljubljano, ali se zaveda, kaj počne. Več kot 5000 Korošcev kljub težki situaciji vztraja in se vsakodnevno vozi po katastrofalni, predvsem pa nevarni cesti proti Arji vasi in to s trebuhom za kruhom. Ti ljudje so vsakodnevno po več ur izpostavljeni najbolj nevarni cesti v državi. Cesta G14, nam bolje poznana kot glavna cesta Dravograd-Arja vas, je bila namreč razglašena za najbolj smrtonosno prometnico v Sloveniji. Tukaj se je v obdobju po osamosvojitvi zgodilo največ prometnih nesreč s smrtnim izidom v Sloveniji. Spoštovana vlada in regijski funkcionarji, je morda to zadosten razlog, da je potrebno napeti vse sile za izgradnjo 3. razvojne osi? Koliko ljudi bo še moralo umreti, da bomo končno dobili varno cesto priložnosti? Res je, da je vlada Mira Cerarja naredila pomemben korak v smeri realizacije projekta, saj je dokončno uspelo umestiti traso hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem. Vendar je ta vlada tudi ena mnogih, ki nam je obljubila izgradnjo 3. razvojne osi, Korošci pa se v Ljubljano še vedno vozimo po njivah. Številni ministri in predsedniki vlad so v času predvolilnih kampanj hodili na Koroško in obljubljali prvo lopato. Zato se ne čudim, da na Koroškem vlada takšna apatija, saj ljudje besedam ne verjamejo več, prepričajo pa nas lahko samo še dejanja. Današnji shod je v prvi meri namenjen koroškemu ljudstvu. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os želi, da Korošci še bolj strnemo vrste in se množično vključimo v prizadevanja za izgradnjo hitre ceste.
Korošci smo znali stopiti skupaj v ključnih trenutkih. To smo dokazali tudi, ko se je snovala naša samostojna država. Ponosni smo, da je bila ravno na Koroškem priborjena prva zmaga osamosvojitvene vojne, zaradi katere so lahko slovenski državniki prav tukaj prečkali državno mejo. Po 26 letih se moramo Korošci spet povezati. Ne pustimo se manipulirati različnim političnim opcijam, ki iz centra razbijajo Koroško zato, da dosežejo lastne interese. Zato pozivam vse politične sile na Koroškem, interesna združenja ter vse Korošice in Korošce, da se povežemo s ciljem, da nam uspe pridobiti tretjo razvojno os. Zakaj govorim o tem? Naše in savinjsko-šaleško gospodarstvo letno prispevata kar 1,1 milijarde evrov v BDP države. Celoten severni krak hitre ceste med Šentrupertom in Holmcem pa je ocenjen na vrednost okoli milijarde evrov. Torej si obe regiji skupaj v enem letu z davščinami plačata vrednost naše ceste. Zato ne bomo pristali na odgovore, da država nima sredstev za izgradnjo tretje razvojne osi. Koroški denar je v preteklosti odhajal v druge regije za gradnjo njihove infrastrukture. Korošci smo bili pri tem potrpežljivi in upali smo, da bo nekoč ta denar prišel tudi k nam. Zato zdaj javno izražamo zahtevo, da ne bomo odstopili od izgradnje sodobne hitre ceste na celotnem odseku in da se ne bomo zadovoljili z izgradnjo hitre ceste zgolj do Slovenj Gradca. To bi namreč pomenilo novo dolgo vas. Država mora skupaj z regijo celovito rešiti našo prometno situacijo. Prejšnji teden je minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, obljubil, da bo v juniju prišlo do dogovora o izgradnji tretje razvojne osi na Koroško. Takšen dogovor bi lahko bil podpisan že marca 2015, ko je premier Miro Cerar na Prevaljah obljubil izgradnjo tretje razvojne osi. Na trasi pa bi danes lahko že videli gradbene stroje. Žal se vedno zapleta pri birokraciji, slabo pa vedno potegnemo Korošci. Več kot 10 let je država potrebovala, da je sprejela pravne podlage za gradnjo ceste, pri čemer še danes ni rešena trasa med Slovenj Gradcem in Holmcem. Ker se v Mežiški dolini nahaja gospodarsko središče regije, v iniciativi pričakujemo, da bo tudi v te kraje prišla sodobna prometnica. Zato zahtevamo, da se omenjeni dogovor z ministrom izrecno zapiše datum izgradnje hitre ceste vse do mejnega prehoda Holmec. Ob tem pričakujemo, da bo vlada še letos odprla zamrznjen državni prostorski načrt in takoj pričela z umeščanjem trase na relaciji Slovenj Gradec-Holmec. Na podpis dogovora ne bomo pristali, če bo šlo še za en prazen dokument, ki Koroški ne bo prinesel napredka. Zato pričakujemo, da bo dogovor jasen in ciljno naravnan. Če je vlada s časovnico obljubila, da se bomo leta 2023 peljali po hitri cesti do Slovenj Gradca, potem Korošci pričakujemo, da se bomo najkasneje do leta 2025 peljali tudi med Slovenj Gradcem in Holmcem. To je zahteva in ne prošnja. To cesto smo Korošci z našimi žulji že zdavnaj plačali. To cesto smo si namreč Korošci z našimi žulji že zdavnaj plačali, zato je konec izgovorov. Spoštovani oblastniki v Ljubljani, Korošci vam sporočamo, da zahtevamo konkreten in časovno opredeljen dogovor o izgradnji hitre ceste na celotni trasi med Šentrupertom in Holmcem. Redno bomo tudi spremljali realizacijo dogovora in v primeru, da se Ljubljana ne bo držala začrtanega, bomo Korošci izvedli ukrepe državljanske nepokorščine. Pristojnim sporočamo, da imamo izdelane načrte za popolno ohromitev prometa od Koroške do Arje vasi in vse do Ljubljane. Dovolj nam je norčevanja in čakanja.
Korošci vas spremljamo na vsakem koraku in vam sporočamo, da hočemo cesto. Koordinator mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Vrhovnik. Zdaj pa malo glasbenega predaha. Glasbenik, ki dogajanje v resničnem življenju, ki vsakdanje dogodke še kako odlično vnese v svoje pesmi, je zagotovo Adi Smolar, in ker čakamo, da ta naš boj za našo hitro cesto pristane tudi v kakšni njegovi pesmi. Prosim, Adi. Lep pozdrav vse skupaj. Tam piše, Koroška ostaja. Bolj bi bilo, Koroška je ostala. In pa če že ostala, bi moralo pisati in ne bo več legla. Ampak bo ostala, dokler cesta ne bo zgrajena. Tako da ta današnji srečanje ne bo samo enkratni dogodek, ko bi pa primer pustili. Kakorkoli že, vse se že ponavljam. Jaz imam eno pesem, ki ima naslov Zelo počas. Kot kaže, so si Ljubljani do zdaj tisto pesem peli zelo počas. Prosim lepo, zdaj naprej je treba delati. Prosim lepo, to se zapojmo, dostkrat zapojem to pesem, a tam si jo bom zaradi tega zapel, da bomo skupnimi očmi dosegli to, da se bo nekaj premaknilo. Jaz bom rekel, je treba, vi se zaderete delati. Kamere bodo pa poskrbeli, da se bo to do Ljubljane slišali. Je treba delati. Če hočeš kaj postati, je treba delati. Če hočeš karkoli znati, je treba. Na svetu je pač tako, je treba delati. Z lufta parno nič ne bo, je treba delati. Ja, delati, koliko se le da. Je treba delati. Če hočeš nekam priti, je treba delati. Če hočeš pameten biti, je treba. Po svojih najboljših močeh je treba. Brez delje zapeljete v greh, je treba delati. Ja, delati, koliko se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da mir stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič primerno ni, treba delati. Se vsak atom vrti, je treba delati. Se vsaka celica deli, je treba delati. Vsakdo si zapomni naj, je treba delati. Delo krepi telo in značaj, je treba delati. Ja, delati, koliko se le da. Je treba delati, ne pa zijala past. Je treba delati pošteno, ne pa krast. Je treba delati, ne se dela pat. Je treba delati počasi, včasih pa ga rad. Je treba delati. Ja, delati, koliko se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi. Če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljo rine. Čisto nič primerno ni, je treba delati. Ne pa okol ga srat, je treba delati. Ne pa mamila jemat, je treba delati. Pa lepše boš živel, je treba delati. Pa življenje rad boš imel, je treba delati. Ja, delati, koliko se zdaj pa zaploskate, zrav pa tudi piskate zrav. Je treba delati, la, je treba delati, da se zbudijo. La, je treba delati, la, je treba delati. La, je treba delati. Ja, delati, koliko se da. Hvala lepa, počivate, gremo dalje. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal. Ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva, živa leta so mi šteta in vsake mi je ure žal, je treba delati. To pomeni, da si živ, lepo je delati, pa gledati, kar si naredil, je treba delati. Da smiselno živiš, je treba delati, da za sabo kaj pustiš, je treba delati. Ja, delati, koliko se le da.
oziroma ker smo na Koroškem, je treba delati. Je treba delati, koliko se ne da. Zdaj pa zaploskate, nam pa zapiskate. Je treba delati, koliko se ne da. Sem se malo sprehodila naokoli, pa pravijo, da za do Ljubljane slišati še nismo bili dovolj glasni, zato še enkrat hočemo cesto. A nas slišite? Smo glasni? Dajte še vi enkrat. Kaj hočemo? Bravo, se vas je slišalo, odlično. Naslednji pred mikrofonom pa predsedujoči Svetu Koroške regije, župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, izvolite. Lep pozdrav vsem prisotnim v imenu občine Ravne na Koroškem, v imenu vseh županov Koroške regije, 2 župan, 12 nas je, torej teh regijskih funkcionarjev, vaših predstavnikov. Lep pozdrav vsem zbranim tukaj na protestu. Lep pozdrav Aljažu Vrhovniku, predsedniku oziroma koordinatorju mladinske iniciative, ki je idejni vodja te današnje akcije in pa tudi iniciator svojim sodelavcem Andrejem Grobelnikom vseh akcij, ki so bile do sedaj. Tu je po zbiranju podpisov njihova, hkrati naša najbolj množična akcija, 7000 podpisov in pa tukaj zbrana zelo angažirana množica ljudi, ki niste prišli na pivo in klobase ali nekakšnega znanega glasbenika in tukaj plesali, ampak ste prišli angažirano z resnim političnim sporočilom naše Koroške regije, da želimo hitro cesto, da jo resnično potrebujemo in da je pravično, da bi jo dobili. Mladinska iniciativa je to dokazala z mnogimi akcijami, tudi z knjigo, ki so jo izdali, najbrž je mnogi niste videli. Mi, župani Koroške regije, pa delamo bolj na sestankih, bolj na srečanjih in lahko rečem, da nas večkrat odmahnejo z levo roko. Do 2 leti nazaj nas niso hoteli poslušati z preprostega dejstva, da ni denarja, potem smo se naposlušali, da cesta ni umeščena v prostor. Vse skozi pa lahko rečem, da so aktivnosti mladinske iniciative tekle v podporo našim bolj uradnim prizadevanjem in ocenjujem, da smo že v trenutku v času, ko poti nazaj več ni. Ko smo že dosegli z mladinsko inicijativo in vsemi drugimi prizadevanji, da cesta vsekakor bo. Torej, današnji poziv Hočemo cesto je podkrepitev tega, današnji zbor, ali pa še mogoče kako v Ljubljani, če bo potrebno, je podkrepitev tega, da poti dejansko za nikogar več ni. Korošci smo z današnjim zborom, z drugimi dejanji dokazali, da si resnično želimo hitro cesto. Potrebujemo jo za našo sedanjost, še bolj pa za našo prihodnost. Če lahko rečem, Aljaž Vrhovnik, njegov kolega Andrej Grobelnik sta ravno 2 žrtvi tega, da nimamo hitre ceste. Oba sta se morala žal zaposliti, vsaj upam, da začasno v Ljubljani, poiskati delo v Ljubljani. In kolikor bo hitra cesta, bo lahko mnogo mladih ljudi delalo v Ljubljani, živelo na Koroškem in pa obratno. Naša podjetja boste imeli bistveno lažjo pot poiskati ljudi, da bodo hodili k nam delati. Želimo si, da bo ta hitra cesta dvosmerna, da ne bo samo enosmerna, da bomo mi hodili v Ljubljano, ampak da bodo tudi drugi hodili k nam. Ne smem biti predolg, torej jaz se bi pravzaprav v imenu Sveta Koroške regije zahvalil našim soborcem mladinski iniciativi na čelu z Aljažem Vrhovnikom in Andrejem Grobelnikom, ki sta pravzaprav gonilna sila vseh teh akcij. Zahvalil bi se vsem mladini, ki jih podpirata. Kot rečeno, njun trud in pa trud drugih mladih je izjemno pomemben in na zadnjem sestanku pri ministru prejšnji teden, verjemite, da brez tega napovedanega protesta najbrž ne bi dobili zagotovila, da bo podpisan sporazum oziroma dogovor, protokol. Vesel sem, da danes pravzaprav podpisujemo ta protokol z vsemi podpisi, ki so danes tukaj izbrani. Hvala za udeležbo. Hvala, gospod župan. Jaz zdaj razmišljam,
do sedaj govorniki zgolj moški, kar pa ne pomeni, da bomo Korošice tiho, kaj ne? Kje smo? Roke v zrak malo, drage Korošice? Koliko nas je? Kar znamo zaupiti, da hočemo cesto? Dajmo! Ja, tudi Korošice bomo glasne in si bomo prizadevale in tudi na oder prihajata dve Korošici, da ne boste zdaj zmedeni. Dunja, še zdaj pred kamero, zdaj pa že na kitari. Ja, je ta ista, pa povsod ji uspe. In pa Nuši, naša reperka. Ja, pri glasbenikih je tudi seveda ena od značilnosti, da morajo zelo veliko potovati po teh naših cestah. In tudi zanje hitra cesta pomeni eno veliko pridobitev. Nuši in Dunja. Fun, aha, dela, evo, dela. Ja, tudi mi dve z Dunjo hočemo cesto, seveda. Danes vam bomo pa povedali, kaj je na drugi strani ceste. Smo? Smo. Hej. Hej, dragi fant, na drugi strani mesta, do mojega srca vodi čisto druga cesta. Na vseh razpotih hitro kreneš iz poti, a na koncu vsake krize sem jaz pa ti. Tok prometi znako človek sploh ne ve, kaj dela, tok ljudi vse ve, a komu bi še lahko verjela. Na drugi strani mesta je dialekt, brez postankov tu in tam, samo direkt. Če bolj pomembno ti je delo in pa denar, menj bolj pomemben je odnos in tem je čar. Če bolj pomembno ti je delo in pa denar, menj bolj pomemben je odnos in tem je čar. Ni denarja na tem svetu, da prinesel bi mi to, kar zapolni mi srce. Sem jaz pa ti, sem jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Ni denarja na tem svetu, da prinesel bi mi to, kar zapolni mi srce. Sem jaz pa ti, sem jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Ajmo malo roke, kje so Koroška? A hočemo cesto, ali ne? Osnotica ti prizemen kot drevo, ti imaš rad vse po planu, jaz pa pravim bo kar bo. Ti potuješ z vlakom, jaz grem rajše na letalo in 3 besede, žal za srečo so premalo. Če bolj pomembno ti je delo in pa denar, menj bolj pomemben je odnos in tem je čar. Če bolj pomembno ti je delo in pa denar, menj bolj pomemben je odnos in tem je čar. Ni denarja na tem svetu, da prinesel bi mi to, kar zapolni mi srce. Sem jaz pa ti, sem jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Denarja na tem svetu, da prinesel bi mi to, kar zapolni mi srce. Sem jaz pa ti, sem jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Sem jaz pa ti. Budimo iskrena, povejmo svoja čustva, ker pa po tvoje nimam istega okusa. Ni muzda, sem zaradi tega slaba, da sledim na sebi, delam to, kar imam jaz rada, sem sprememba. Prinesla bo spremembo, ti pa razmisli, kaj ti je bolj pomembno. Si je na tleh ali pa iskati se v očeh, življe v roke ali pa roke v laseh. Svoj ego spustiti in pa videti moj nasmeh, ali pa mnenje drugih, ko pa mnenje na dveh. Svoj ego spustiti in pa videti moj nasmeh, ali pa mnenje drugih, ko pa mnenje na dveh. Ni denarja na tem svetu, da prinesel bi mi to, kar zapolni mi srce. Sem jaz pa ti, sem jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Ni denarja na tem svetu, da prinesel bi mi to, kar zapolni mi srce. Sem jaz pa ti, sem jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Sem jaz pa ti. Svoj ego spustiti in pa videti moj nasmeh, ali pa mnenje drugih, ko pa mnenje naju dveh. Hvala. Hočemo cesto! Nuši in Dunja, pa smo dovolj glasni, da smo prišli že do mestne občine Velenje. Z nami je njihov podžupan, gospod Peter Dermol. Lepo prosim.
Hvala lepa Koroška za tale čudovit sprejem. Zdaj boste slišali še malo velenjskega naglasa. Moja prisotnost danes tukaj je seveda dokaz, da smo Šaleška dolina, Zgornja Savinjska dolina in pa Koroška regija odločeni za to, da se tretja razvojna os kar se da najhitreje tudi dogodi. 15 let obljub. 15 let obljub je bilo dovolj, v to sem trdno prepričan in zato bomo vsled vsem našim zgodbam, ki nam sledijo tako v sedanjosti, kot tudi v tiste, ki prihajajo v prihodnosti, zahtevali, da se tretja razvojna os zgradi. V zadnjem obdobju je seveda pri naših političnih veljakih, pa tudi drugod, seveda mnogokrat slišati besede enakopravnost, poštenje, pravičnost. Pa se potem človek vpraša, ali je to pošteno, da nekatera druga področja na zahodni strani Slovenije imajo zgrajeno prometno infrastrukturo na način, da se lahko sami razvijajo, da lahko ohranjajo svoja delovna mesta, da lahko dvigujejo konkurenčnost svojega gospodarstva, da lahko privabljajo domače in tuje investitorje, da lahko konec koncev tudi odpirajo nova delovna mesta in posledično seveda blažijo socialne stiske. Torej, mi ne zahtevamo ničesar drugega, kar drugod po Sloveniji že imamo. Zahtevamo samo tisto, kar nam pripada. In zato sem prepričan, da bomo pri tem našem vztrajanju konec koncev nekega dne tudi, lahko rečemo, gledali luč sveta. Torej, luč sveta skozi nek tunel, luč sveta avtomobila, ki vozi po tej naši tretji razvojni osi. Hvala lepa Koroška za vaša prizadevanja, hvala lepa za vse tisto, kar ste do danes vložili, toliko svojega truda in energije v to, da bi tretjo razvojno os imeli. In to je projekt, ki je dober za Koroško regijo, za Šaleško dolino, za Zgornjo Savinjsko dolino in za celotno Slovenijo. Hočemo cesto. Hvala lepa in srečno. Gospod podžupan Peter Dermol pravi, hvala lepa Koroška za vaša prizadevanja in hvala seveda vam, da ste v teh prizadevanjih z nami. Z nami pa tudi Ditka, ki je še ena od tistih glasbenic, ki se dnevno vozijo po naših cestah in ki si zelo, zelo želi, da uspe ta naša tretja razvojna os. Pridi. Dober dan, hitra cesta na Koroško. Življenje je veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje do veka. Skozi sosenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino solsi na koru stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, bela ptica, mladost in tvoja pesem, dane svetost. Dober dan, življenje, silno in milo kot na praznik, prihaja tvoj hram in ti še petam na uho besedilo zaljubljeni, rada te imam. Dober dan. Življenje je veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje do veka. Skozi sozenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino solsi na koru sajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, bila ptica,
lepa. Hočemo cesto. Hvala, Ditka. Z nami pa tudi predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, gospod Franci Kotnik, prosim. Spoštovane Korošice, spoštovani Korošci, spoštovani predstavniki mladinske iniciative, spoštovani predstavniki lokalnih skupnosti in predstavniki gospodarstva, v čast si štejem, da vas lahko pozdravim v imenu Savinjsko-Šaleške in Koroške gospodarske zbornice, ki si z roko v roki v zadnjem desetletju in pol prizadevamo za izgradnjo prepotrebne tretje razvojne osi. Na območju naših dveh regij posluje več kot 2300 gospodarskih družb, več kot 4000 samostojnih podjetnikov, ki skupaj zaposlujejo več kot 30.500 sodelavcev in letno ustvarijo več kot 4,3 milijarde evrov prihodkov, od tega več kot polovico na tujih trgih, torej z izvozom. Danes smo že slišali, kaj to pomeni v bruto družbenem produktu Slovenije in zelo enostavno bi si lahko tudi izračunali, koliko davkov in prispevkov potuje vsak dan v Ljubljano. In vitalni del tega gospodarstva, o katerem govorim, predstavljajo predelovalne dejavnosti. To so izvozno naravnana podjetja in tista najbolj nosilna iz te kategorije, kot so Metal, TAP, Lek, Gorenje, BSH hišni aparati, napovedujejo ali pa so že začela z nekaterimi investicijskimi projekti, ki bodo ne samo povečala njihove prihodke, ki bodo ne samo povečala število delovnih mest, ampak bodo še dodatno obremenila obstoječo, popolnoma zastarelo prometno infrastrukturo. Zato je še bolj kot včeraj ta projekt tretje razvojne osi nujen in potreben. Dovolj je bilo zapostavljene tega dela Slovenije in tega dela gospodarstva. Ni časa za odlašanje, zato mi, tako kot tudi vi, dragi Korošci in Korošice, hočemo cesto. Direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, gospod Franci Kotnik je bil z nami, zdaj pa z nami Koroški oktet, moralo bi biti to seveda 8 fantov, ki prav tako podpirajo izgradnjo hitre ceste, kar dokazujejo tudi s prisotnostjo na današnjem zborovanju. Izvolite.
bi vedno matka bila, ne pozabljena nikdar. Fantje, pri teh glasovih bi si želeli slišati pa samo še, kako iz vaših ust zveni Hočemo cesto. Dajmo! Nec, pri tih si bil. Dajmo že enkrat. Nec Polenik seveda in koroški oktet. Odlične pevce imamo vse povsod. Z nami pa tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh. Lepo prosim. Spoštovane Korošice, Korošci, lep pozdrav v imenu slovenskih obrtnikov in podjetnikov. Današnje sporočilo mladih Korošcev je Vladi Republike Slovenije. Ne želimo delovna mesta v sosednji Avstriji, želimo delovna mesta tu, v naši državi. Želimo tu delati in tu ustvarjati. To je sporočilo Koroške regije in Savinjsko-Šaleške regije. In če hočeš ustvarjati in delati, potem moraš imeti sodobno infrastrukturo. Mnogokrat nam učitajo, da nismo naravnani dosti napredno, dosti sodobno. Samo, če država nam ne zagotavlja osnovnih potrebščin oziroma osnovne infrastrukture, kar je avtocesta, potem žal država tudi na nek način zavira slovensko malo gospodarstvo. Verjamem, da je za slovensko gospodarstvo izredno pomemben drugi tir Ljubljana-Koper. Verjamem, mnogo bolj pomembna je še pa tretji razvoj na os Avstrija in seveda povezava Šentrupert za avtocesto. Kolega iz gospodarske zbornice je jasno povedal, toliko je gospodarskih subjektov, toliko zaposlenih je v teh regijah. Zato, spoštovani, slovenski obrtniki in podjetniki, kateri živimo tu in delamo, tudi jaz sem iz Velenja, podpiram to avtocesto bolj kot ne vem kaj. Današnje sporočilo vladi mora biti ne vstaja, ampak da je ta avtocesta pomembna za slovensko malo gospodarstvo in seveda tudi veliko gospodarstvo. Predsednik uprave Gorenja je rekel, ukolikor ne bo avtoceste, bo primorano Gorenje seliti proizvodnjo v druge države. Tega ne bomo dovolili, zato ker tudi Korošci delate v tovarni Gorenje. Tu med nami je mnogo politikov, tudi iz parlamenta so ljudje iz Koroške regije. Verjamem, da bodo vse naredili, da bo ta avtocesta se začela ne jutri, ampak zdaj. In končal bom s tem. Slovenski obrtniki in podjetniki smo z vami, Korošice in Korošci, in smo seveda tudi z podjetniki in prebivalci Šaleško-Savinjske regije. Vse dobro, hočemo avtocesto. Hvala. Hvala lepa, gospod Branko Meh.
Veseli smo, da tudi koroški glasbeniki spodbujajo takšnale zborovanje. Čisto konkretno to zborovanje, z nami je še eden od naših koroških glasbenikov, Sam. Lep pozdrav, Korošci, Korošice in tudi vsi ostali, ko ste prišli podpreti nekaj, kar bi moglo biti v bistvu že samoumevno, ampak včasih je pač potrebna neko prizadevanje, da dosežeš cilje. Vi ste danes tu, da podprete, jaz sem danes tu, da podprem svojo glasbo in če za začetek vam povem, da se skozi trudim biti v stiku z navdihom, ker vem, da delam boljši svet z vsakim svojim stihom in nisem nehal še verjet v lepši svet, hočem delati dobro in želim si dati zgled. Na ljudi gledam kot na sestri in na brate, delim ljubezen, ker želim si svetu biti prijatelj. Izkoriščam svoj talent, da k družbi nekaj bi prispeval. Pišem pesmi, ker dajo smisel mojemu dnevu. Hvaležen za ljudi, ki dajo mi ljubezen neoporečno. Rad imam svojo mamo in želim jo gledati srečno. Naučila nas je videti izobilje, tudi kaj je življenje skromno in poprečno. Ljubezen sama zase govori in besede niso več potrebne. Vsak ima svojo zgodbo in to je tisto, kar dela nas posebne. Želim graditi za boljši svet, za naše otroke in generacije naslednje. In delam te komade in vsakič dam srce ven, non-stop pišem in razmišljam, kot da nisem čist prišteven. Na momente sem do sebe ful preveč zahteven, sam če muska je bogatstvo, nočem, da bi umrl reven. Sočutje, radost in ljubezen, to za mene je bogatstvo. Denar je sam papir, iz kjer je zveral so sovraštvo. Raj imam čisto vest, kot omaza denar, pa tu če zaradi tega izberem si beraštvo. Spoštuj ljudi, tu če se ti zdi, da živijo zmotno. Ne vsiljuj in ne preprečuj tistih, ki razmišljajo nasprotno. Nemogoče je spreminjati svet, lahko spreminja sebe in s tem drugim dajati zgled. Hvala. Zdaj gremo pa na komad. Hvaležen. Ok, poslušajte tekst. To je v bistvu hip-hopa. Yeah. Življenje, hvala ti za dar, ob smrti vrnem ti telo, da nahrani zemljo. Moj ego zlil se bo v celoto, kot dokaz, da v resnici vsi smo eno. In to bo moj kruh in pravici zadoščeno. Hvala, vesel, da lahko snemam, čeprav se na momente ne sprejemam. Sam dojemam, da srce imam, zato prevzemam breme. In namen je, da ostanem, ko me svet razbije in podreme. In še me gane in dvigne mi kot sine, ko gledam karavane in čiste sebine, strni tlakovane in polne bolečine. Zato razvijal bom sočutje, čeprav svet umazan in pokrutje. In ko zelo me ne bo, upam sem, da najdete podobo v duhu in zavesti. Zato ker to bo veličina in težko bo izbrisati me iz spomina. In jaz bom držal pesti, da ostanete si zvesti. Kolikrat si hvaležen, da imaš, kolikrat si hvaležen, da daš. Te vpraš se, ko sam sebe spoznaš. Si stokrat bolj hvaležen, da imaš, takrat te laž se. Kolikrat si hvaležen, da imaš, kolikrat si hvaležen, da daš. Te vpraš se, ko sam sebe spoznaš. Si stokrat bolj hvaležen, da imaš, takrat te laž se. Ti si arena in trudim se boriti skozi, čeprav je ful stvari, ki jim ne morem biti kos. Obupan pa začutim žalost in pa bridkost. Samo stanem in na novo spet začnem graditi most. Včasih se utrudim, pa se izčrpan in izžet trudim, da ljubim brate in jim svet nudim. Prežet z dobroto pa se spet čudim, kako je vse preprosto, če sposoben dobro si želeti z drugim. To preprosto bistvo je povsod navzoče, deliti ljubezen, ker Gospod nas hoče. Nauči, da smo sožitje, da je popolno vsako bitje in da life prečudoviti spitje. Že stokrat sem obupal, noben mu več zaupal, pa v tem hrupu sem spoznal, da življenje je samo noro potovanje. Mogoče enkrat se zbudimo in ugotovimo, da vse so bile sam sanje. Kolikrat si hvaležen, da imaš, kolikrat si hvaležen, da daš. Te vpraš se, ko sam sebe spoznaš. Si stokrat bolj hvaležen, da imaš, takrat te laž se. Kolikrat si hvaležen, da imaš, kolikrat si hvaležen, da daš. Te vpraš se, ko sam sebe spoznaš. Si stokrat bolj hvaležen, da imaš, takrat te laž se. Kolikrat si hvaležen, da imaš, kolikrat si hvaležen, da daš. Te vpraš se, ko sam sebe spoznaš. Si stokrat bolj hvaležen, da imaš, takrat te laž se. Kolikrat si hvaležen, da imaš, kolikrat si hvaležen, da daš. Te vpraš se, ko sam sebe spoznaš. Si stokrat bolj hvaležen, da imaš, takrat te laž se. Ja, Koroška, hvala lepa in še enkrat vsem respekt, da ste prišli podpreti. Tudi jaz hočem cesto, zdaj pa pozdravljam lepo nevesto.
Hvala lepa, samo sam je bil tole. Poglejte, kakšne izjemne talente imamo na Koroškem in preprosto morajo v Slovenijo in v svet, pa ne kakorkoli, ampak po kakšni cesti? Hitri cesti, bodimo glasni, se znamo biti. Zakaj sploh pravzaprav potrebujemo hitro cesto? Kako razmišljajo mladi, kako razmišljajo dijaki, bomo zdaj izvedeli. Z nami sta dijaka 3. letnika srednje šole Ravne, Klara Osterman in Nejc Grilc. Kje sta? Kje so naši dijaki? Pridajo? Ok, pridi Nejc. Korošci smo precej odrezani od ostalega dela Slovenije, zato bi za rešitev tega problema nujno potrebovali hitro cesto. Ceste na tem koncu Slovenije so slabo vzdrževane, luknjaste in v razpadajočem stanju, kar precej upočasnjuje in otežuje vožnjo. Za hitro cesto bi se marsikaj spremenilo, okrepile in izboljšale bi se gospodarske povezave. Cestna povezava bi pomembno vplivala na povezovanje regionalnih središč Koroške, Savinjske, Zasavja in jugovzhodne Slovenije s pomembnimi središči v Avstriji in na Hrvaškem. Ljudje bi hitreje in lažje prišli do svojih služb, mladim, ki se ukvarjamo z različnimi projekti, športnikom, glasbenikom, mladim raziskovalcem, če novo komu je pot v Ljubljano ali kamorkoli drugam velikokrat predolga in prepočasna, kar lahko večkrat pomeni oviro pri izvajanju naših aktivnosti. Tudi raznorazne delavnice, izobraževanje, seminarni in kulturna dejanja in še marsikaj večinoma potekajo v našem glavnem mestu. In z izgradnjo avtoceste je bila pot do cilja veliko lažja in hitrejša. Ne smemo pa pozabiti tudi na mnoge študente, ki se tedensko vozijo v naše glavno mesto in nazaj, saj bi s to hitro povezavo prihranili precej dragocenega časa. In mi kot bodoči študente seveda zelo podpiramo to ideje glede tretje razvojne osi. Skratka, z izboljšanimi prometnimi povezavami se bo skrajšalo trajanje potovanj, kvaliteta le-teh se bo izboljšala, povečala bi se tudi prometna varnost. Torej, naša regija hitro cesto nujno potrebuje za boljši vsak dan. Hvala, Nejc, bravo, odličen si bil. Ker sem napovedala tudi Klaro, pa Klare ni bilo, sem šla malo po izveski, pa je Klara, pa so mi povedali, da Klara je sodelovala kot navdih. Tako da brav je pa Nejc. Z nami pa še ena dijakinja, torej še ostajamo pri razmišljanju podmladka, z nami dijakinja gimnazija Ravne na Koroškem, Marija Štrikar, prosim. Spoštovani, v imenu dijakov gimnazije Ravne smo pripravili krajši sestavek o tem, zakaj potrebujemo tretjo razvojno os. Mladi smo vedno bolj vezani na naše glavno mesto, do katerega pa žal poteka zelo slaba prometna povezava. Zato nujno potrebujemo hitrejšo povezavo, če hočemo, da na Koroškem ostane izobražena mladina. Že zdaj smo priča velikemu izseljevanju mladih z naše regije, saj tukaj ni pogojev za zaposlitve, zato jih vedno več ostaja na svojem študijskem mestu. Tudi študij predstavlja velike probleme, saj se morajo mladi vsak vikend voziti na svoje univerze, kar pa predstavlja velik logistični problem. Za pot z avtobusom potrebujejo kar 3,5 ure, kar pa predstavlja v študentskem življenju velik problem, saj bi lahko ta čas porabili za bolj koristne dejavnosti. Ker je na Koroškem razvita predvsem metalurška industrija, je potreba po boljši povezavi s centrom države nujna, če hočemo obdržati svoja najbolj uspešna podjetja. Kader je vedno starejši, saj zaradi prej omenjenega izseljevanja mladi ostajajo v podjetjih v centru države. Že iz zgodovine vidimo, da centralizacija prinese slabše rezultate za obrobne regije države, kakršna je Koroška. Dijaki bi se radi udeleževali različnih kulturnih in športnih dogodkov v Ljubljani, vendar tu nastane velik problem, saj je prevoz predrag in časovno neugoden, zato smo zelo omejeni tudi na tem področju. Če hočemo, da mladi postanemo aktivni državljani, so dobre transportne in druge povezave nujne. Na tak način se bo Koroška lahko razvijala, ne pa nazadovala. Odprle se bodo poti na Koroško, ne pa iz Koroške. Postala bo zanimiva tudi za različne investitorje in postala tudi turistično bolj prepoznavna, kar pa daje mladim Korošcem in Korošicam večje možnosti zaposlitve, prepoznavnosti in možnosti, da si na Koroškem ustvarijo svojo prihodnost in tudi sedanjost. Upamo, da se bodo naše želje uresničile in obljube izpolnile, saj je to edina možnost, da pridobimo status enakopravnosti. Hvala. Hvala, Marija, tebi.
Ma same fantastične mlade imamo povsod okoli nas, a drži. Na koga pomislite, če rečem koroško srce? Vera Trafela je z nami, danes pa smo vsi in seveda tudi nasplošno eno ogromno koroško srce. Vera, izvoli. Hvala lepa, Barbara, hvala lepa, Koroška, Ravenčani in vsi, ki ste danes tu. Ja, veliko je že bilo povedanega, veliko je bilo slišanega, veliko so vam že zapeli. Jaz pa pravim, da naj nas še začutijo povsod, da imamo Korošci tudi srce. Ki bi mogla ga kupiti, ni dežele na tej zemlji, ki bi jo mogla bolj ljubiti. Nekomu dom je brez primere, drugemu le kar pozna, a zame tu je vse bogatstvo, najlepše je, kar človek rad ima. Otožno pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje. Besede se zlivajo melodijo, ko zapoje koroško srce. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje. Besede se zlivajo melodijo, ko zapoje koroško srce. Hvala lepa. Hočlo cirko! Kjerkoli Korošec naš bo živel, otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje. Besede se zlivajo melodijo, ko zapoje koroško srce. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje. Besede se zlivajo melodijo, ko zapoje koroško srce. Kaj hočemo? Vera Trafela, vedno odlična. Zdaj pa izkoristimo priložnost, naša odlična fotografinja Nika je na strehi, dajmo ji pomagati, dajmo dvigati roke, dajmo jo pogledati, da naredi eno fajn skupinsko sliko. A mahamo vsi, imamo zastavce. Pa dajmo še zaupiti, hočemo cesto, da se bo na slikci videlo. Dajmo. Malo še počakajmo, kje je zdaj Nika? Evo ja, dajmo še enkrat pomagati, zastavice v zrak, Korošci.
Hočemo cesto! Bravo, to bo odlična slika, to nas slišijo do Ljubljane in še dlje. Študijo Hočemo cesto bo zdaj predstavil Andrej Grobelnik, član iniciative in soavtor študije, ki sta jo napisala skupaj s koordinatorjem Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljažem Vrhovnikom. Spoštovane Korošice, spoštovani Korošci, do danes ste slišali veliko obljub in leporečenja strani politike. Naj vam kot soavtor študije Hočemo cesto naštejem nekaj dejstev. Koroška je najbolj oddaljena regija od avtocestnega križa. BDP na prebivalca na Koroškem zaostaja 22% za slovenskim povprečjem. Prebivalstvo Koroške se drastično zmanjšuje. Vsak dan se na delo iz regije vozi 20% delovno aktivnega prebivalstva. Z Koroške je izginilo 40% mladih. Plačujemo cestnine, vozimo pa se po cestah nevrednih te besede. Izgubili smo 8 pomembnih regijskih uradov. Spoštovani, v prejšnjem tednu je minister za infrastrukturo taktično sklical sestanek pred našim shodom, kjer je obljubil podpis sporazuma, ki bo državo zavezal k izgradnji 4-pasovne hitre ceste na Koroško. Danes bi lahko odpirali šampanjce, ampak kaj, ko nas politika vedno znova razočara. Od prve ideje o cesti mineva 40 let, prav tako mineva 3. leto, odkar smo formalno organizirali Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os. Kljub dejstvu, v nesprejemljivem časovnem razponu, smo strani določene koroške politike dobili opazko, da smo nestrpna mladina. Sporočamo jim, da bomo ob njihovi dosedanji politiki mencanja in preračunavanja na to cesto čakali toliko let, dokler najbrž ne bo več potrebna. Mladi iščejo službe drugod, iz regije pa z mladino odhaja kreativnost, zanos, elan, nova znanja in še bi lahko našteval. Želimo res na račun politične preračunljivosti postati regija otopelosti. Lokalni strankarski veljaki, ki so tudi danes med nami na shodu, pa izražajo skepso do Mladinske iniciative in tekmujejo o tem, kdo bo napletel boljše politično ozadje. Ne bojte se, strankarski vojaki. Povejte vašim šefom v Ljubljani, da se bomo po cesti vozili tako levi kot desni in ljudje vseh barv, nazorov in pogledov. Da trenutne nevarne koroške ceste ne sejejo poškodb in smrti med levimi in desnimi, pač pa smo lahko žrtve te zapostavljenosti prav vsi, prav vsak od nas. Spoštovano ljudstvo, ne pustite, da vam zopet za potrebe politične manipulacije iz rok iztrgajo projekt stoletja, ki bo Koroški dal to, kar je od nekdaj pripada. Bodimo enotni, predvsem pa bodimo vztrajni. Iniciativa bo delovala naprej. Mogoče nas čakajo težki trenutki, mogoče bo potrebno zaostriti dialog, ponovno oditi ali celo zapirati ceste. Obljubljam vam, da se bomo v iniciativi borili naprej in dali vse od sebe. Če pride končno do podpisa sporazuma in posledično do izgradnje ceste v prihodnjih letih, to ne bo zmaga posameznika, to bo zmaga vseh nas, ki smo enotno in vztrajno zahtevali to, kar nam pripada. Hočemo cesto! Hvala, Branko. Hvala, Andrej Grobelnik. Andrej pravi, bodimo enotni, predvsem pa bodimo vztrajni. Takole, skoraj pri koncu smo. Hvala vsem, ki ste prišli, hvala govornikom, hvala nastopajočim. Organizator se zahvaljuje, da smo se vsi odpovedali honorarju in z veseljem prišli in podprli ta projekt. Zdaj pa še ena prošnja Milana Kamnika. Pravi, da preden da on odpoje tole zadnjo pesem, da res pa, to ima en tak poseben namen namreč, vsi čim bolj glasno zavpijemo, hočemo cesto. 3, 4, zdaj! Hočemo cesto! Hočemo cesto! Hočemo cesto! Hočemo cesto!
Eko pa ti, kira kikla me bara, ker je vremena klopa in zi, da me kisno je, ker je spoznala, ko vsako leto na kopaje gre. In pravim pa klejem, da snoč to, pa nič ne zastopi, si mislim je gluha, pa povim še kaj, iz slike pokažem, pa atlas raztegnem, pa s prsto umažem, si umevno še te kuri, pa baba me gleda, kak isto vem, če nemške imam šuje. No gremo zdaj, 3, 4, jaz sem pa Ibržnik, sem na poti, vsak se me loti, jaz sem pa Ibržnik, po mej postajo, pojmo pa ti, no zdaj vam vidim, pa je baran nek arhitekt v Ljubljani, če dan se rado vidi, kroz se osavi, če tek več ne gre, je šrajam po vasi, že 40 let grejo po konci na vasi, z biciklo se vozim, pa tulim, pa pišem, na cesta beguan, kroz se nam zvata. 3, 4, jaz sem pa Ibržnik, že 40 let na cesto jaz čakam, 1 uro do Arje vasi, jaz nucam po noči, po dnevi pa 3. No gremo še jaz sem pa Ibržnik, ko čakam na cesto že 40 let, 1 uro do Arje vasi, jaz vozim po noči, po dnevi pa 3. Jaz sem pa Ibržnik. Hočmo cesto, hočmo cesto, hočmo